Hej, fantje, Ivan je tukaj. In danes, ne boste verjeli, ponovno snemamo Among Us v resničnem življenju. Gremo. Ja, Torej, poznate pravila. Smo 5, 4 člani posadke in en slepar. Člani posadke opravljajo naloge po vesoljski ladji in slepar jih mora uloviti enega po enega, dokler ne zmaga. Fantje, ne pozabite se naročiti na ta kanal, všečke, komentarje in začnimo z definiranjem naših vlog. Gremo. Vsak si želi biti slepar in to sem jaz. Resnično želim biti slepar. Bom zelo previden pri tem, kako ubijam druge ljudi. res ne želim biti slepar, ker bom tako živčen. Najprej ubijem tebe. Ne vem za te fante, a nekateri sploh ne želijo biti sleparji. Resnično nočem biti slepar, ker je najprej zelo težko. In nekako sem slab pri laganju. Ne znam se braniti. Torej ne vem. Mislim, da bo ta tip slepar. Najprej ubijem tebe. Ne boš dobil vloge sleparja. Najprej ubijem tega fanta. Mislim, da nihče od nas ne bo slepar. V redu, fantje. Čas je, da izberemo vloge. Izbral bom sleparja. To bom izbral. V redu. Ne zaupam tem ljudem. Grem sem. Upam, da to lahko vidite. 3, 2, 1. To sem dobil, fantje. V redu, sem pripravljen. V redu, fantje. Zdaj bomo vsak izbrali 3 naloge. Tretji. Izberi katero koli. Je 18, tako da bodo ostale tretji. In tudi slepar lahko izbere 3 naloge, da se prikrije. Gremo izbrati. Izbral bom. 4 je šla, 5 je šla. Super. Številka 1, seveda. Torej, imam svoje 3 naloge. Začnimo. Gremo, Emo. To je ta tip. Ja, pojdi ven. Vem, da si ti slepar. Vem, da si slepar. To je edina oseba, ki ji trenutno zaupam. Edina oseba, ki ji zaupa. Igra se je začela, fantje. Among Us v resničnem življenju 2. Bežim. Ne želim biti ubit. Gremo. Fantje. Imam eno nalogo tam zgoraj. To je naloga 6. Katere naloge imam? Naloga številka 9. Imam naloge 17, 3 in 6. Prva naloga je 18. Poskušal sem najti svoje naloge, ampak v resnici ne vem, kje so. Pozabil sem, zato moram preveriti znova. 16 je tam. Kje je 17? Mora biti blizu, kaj ne? Naloga številka 5 je tukaj. Poglejmo, kje je. Zdaj smo v tej pisarni. Tukaj so neke naloge. Je naloga 8 in je naloga 17. Pojdimo sem in preverimo. Oh, nič, raje grem ven, ker je tam že nekdo. Prvo pravilo je, da ne zaupamo nikomur. Če kdo pride v sobo, moramo ostati mirni. V redu. Mislim, da je Luke tam, kaj ne? V redu. Vstopimo sem v mojo sobo. Ponovna popravila. Razporedi 10 številskih kartic od najmanjše do največje. Oh, to je enostavno. 15 je spodaj. Tam je 14. Kje je 17? Morda je v to smer. To ni moje. Pojdimo iskat še malo. Morda je celo zgoraj. V redu. Tukaj je puščica. To je naloga številka 4. V redu. To ni to. Ne vidim naloge 9, 4 ali 11. V redu. Prva je 16, potem 28. To je številka 10. Ni moja naloga. Bojim se iti ven. Tukaj je soba. Naloga z otroškimi robčki. Številka 13. Zelo zmedena naloga. Hej, poglej tega tipa. Umikaj se od mene. Oh, kaj si dejansko dobil? Ne bom ti povedal. Kaj si dobil? Ne bom ti povedal. Kaj si dobil? Dobil sem člana posadke. Pravzaprav sem to uganil. V redu. Mislim, da Stanley igra zelo obratno psihološko igro. Sprašuje me, kaj sem dobil. Mislim, dobil sem člana posadke. Ja, mislim, da je on dobil sleparja. Morda se motim. Hej, ali ve, da nisem član posadke? Oh, moja naloga tudi ni tukaj. Dobil sem nalogo 17. 44. Oh, počakaj. Mislim, da moram biti tišji, ker me lahko slišijo. Mislim, da sta tam 2 osebi, zato sem v resnici res prestrašen. Pojdimo preveriti tja, v kuhinjo. To je številka 1. To je moje. Na krovu je bil zaznan neznan virus. Zmešaj kemikalije v epruvetah po navodilih in dobi vijolično barvo. Pravzaprav ne vem, katere barve mešati skupaj. 88 in 91, naloga opravljena. To je bila naša 5. naloga. Tukaj jo bomo pustili. Kaj pa tukaj? Oh, to je 13. Mislim, da bom uporabil roza.
To je najbližja barva vijolični in modra, obe se mi zdita nekako dobra, zato naredimo to, res je težko delati z eno roko. A se bom potrudil. Vidim še eno. 14 ni moja naloga. Preverimo v kuhinji. V redu. Kaj si dobil, član posadke ali slepar? Ne bom ti povedal. Tudi, fantje, hotel sem vam pokazati, kako izgleda naša volilna soba. Soba za nujne sestanke. Ta tabla, lahko glasujemo. Tukaj imamo naš gumb za nujne primere. Lahko ga pritisnemo kadarkoli in ko najdemo telo. V redu, zunaj ni nalog. Vsi so tako sumničavi, človek. Nihče ne želi niti povedati, kaj so. Želim pogledati v kuhinjo po nekaterih nalogah. Kot da bi bil notri. Tako kot. Tisti izgledajo kot vijolični. Vidim Evo, kako opravlja nekaj nalog. 9, v redu, popolno. Torej, imamo še 2 nalogi. Pravkar smo dokončali to, zdaj bomo dokončali te. Gremo. V redu, mislim, da je večina mojih nalog zgoraj. Pojdimo pogledati, poglejmo zgoraj. Pozdravljeni. Ne približuj se mi. Ne. Wow, zgoraj je veliko zvoka. Ne jemljem nobenih nalog. Svojo nalogo sem dokončal mirno. On me bo lovil. Nisem nič naredil. Ona je nora. Prenesite zeleno gorivo iz levega kontejnerja v desni z uporabo sifonske cevi. Na srečo sem videl, kako to narediti na TikToku. Hej, mislim, da bova jaz in Marija malo skupaj, ker je Mike tudi tukaj zgoraj. Vsi gredo zgoraj. In to je res strašljivo, ker nočem, da me kdo ubije. Vedel sem, da bo prišel sem gor. V redu, morali bi biti varni, ker ima vsak nekoga, ki jih vazi. Pojdimo v Marijino sobo. Ne zaupam, Miku. Mislim, da to narediš tako, da vzameš zeleno cev, jo vstaviš in posesaš. In potem jo vstaviš. Vidim, da je v tej sobi puščica. Moram pogledati tukaj, še nisem našel nobene svojih nalog. V redu. Torej, tukaj je nekaj stvari. Počakaj, ali imam, imam 6. Ne izgleda, kot da bi bile tukaj kakšne naloge. Mislim, da tukaj ni ničesar. Ni papirjev ali česarkoli torej. Zdaj moram dokončati nalogo 15. Gremo v tisto sobo tam. Lahko greš mimo. Mimo. To je več govorjenja. V redu. To res ne deluje. Poskusil bom ponovno. Ja, fantje, mislim, da deluje. Ali moram počakati, da bo to končano? Ne vem. Kaj je to? V redu, kateri? To je zdaj 18. Imam 13 in 7. Počakaj, ja, ampak 7 je tam. Naloga 15, tam so sumljiva vrata. Še vedno bom vstopil. Kaj je? Ne zaupam temu Miku. Ne zaupam vama dvema. Pojdita ven. V redu. Marija mi je rekla, da je številka 7 tukaj. Adijo, Eva. Pravkar sem te zaklenil. To je res strašljivo. Ali je to past? Ne izgleda kot. 5. Wow. Koga slediš? Ne. Preverjam, ali je to moja naloga. Tukaj je 5. V redu, mislim, da je v dnevni sobi. Jasno sem šel napačno pot. Ne zaupam Mariji. Mislim, da je nekdo že opravil to nalogo. Tukaj, ta 2 sta prevaranta. Vsega sumim. Ne zaupaj nikomur. Mislim, da medtem, ko to poteka, poskusil bom najti nalogo 4 ali 11. Tukaj ni nobenih nalog. Ne vidim je. Morda bi moral oditi od tukaj. Raze en, če boš sedel nekje zgoraj. Ne morem najti nobene svojih nalog. Izgleda kot varna soba. Ali smo varni? Preverimo to sobo. To je soba, v kateri je Mike. Ne vem, kam je šel Mike. Mike je izginil. Ali so tukaj kakšne naloge? Mislim, da je ta naloga prav tukaj. Počakaj, pozabil sem na to sobo. Vendar ne zaupaj nikomur. Ne zaupam. Umakni se od mene. To počnem. Ne bom sam z nekom. Ne morem najti številke 7. Marija mi je rekla, da je 7 tukaj, ampak je ne najdem. Mislim, da sem samo slep, ker je bila prav na steni. Zberi vse svetleče palice in jih poveži v točnem zaporedju. V redu, mislim, da jih zberimo vse. V redu. To je 18. Stopi na tekalno stezo, pospeši na 10 km/h in zadrži to hitrost 30 sekund brez ustavljanja. To bo težko. V redu. To je naloga 6, torej ni moja. Počakaj, tukaj je naloga. Številka 4. Prvič grem gor. Šel sem pod 3. Kje so moje naloge? Fantje, pravzaprav ne vem, ali imam kakšne naloge. Imam svoje sume glede Marije, veste. Opravljam svojo nalogo. Nisem prevarant. Kaj delaš tukaj, Ivan? Kaj delaš tukaj? Katere številke nalog imaš? Imam 4, 11 in že sem opravil 9. Kaj pa ti? Imam svoje. 4 je tam. V redu.
Imam občutek, da me tukaj zapira. Ne, dejansko preveri v garderobi. Stan je rekel, naj preverim v garderobi za nalogo. Samo zbral bom vse te palice. Samiznice, vzemi nekaj teh. Upam, da je to dovolj dobro. V redu, zdaj je to 10, štejmo 30 sekund. Zelena, modra, rumena. Naredimo zeleno, modro, rumeno. 1, 2, 3. Kaj je to? 4 ali 11? Mislim, da pravi četrti. Obstaja zelo očitna puščica, ki kaže. Nikakor. Nikakor. O moj bog. Igra. Prav, čas je za tek. Čas je za skrivanje. Ne morem verjeti temu. 6, 5, četrti. Ta tip me je ravno kar pretental. 3, 2, prvi. Zdaj sem mrtev in ostajam tukaj. Končal sem svojo prvo nalogo. To je bilo kar težko. Verjetno bi moral več telovaditi. To je rdeča in nato vijolična in zelena. V redu, počakaj, je to vijolična ali modra? Zdaj ne vem. Naloga številka 15. Odpiranje trezorja. Ključ od trezorja je skrit nekje v sobi. Najdi ga in odpri trezor. Fantje, moramo najti ključ. Poglej, če lahko najdem modro. V redu, to je zagotovo vijolična. To izgleda kot vijolična. Pojdimo v temo in preverimo. Si ti vsiljivec? Veš, da nisem vsiljivec. Sumim Ivana, ker je bil preveč sumljiv. Živel sem le tako kratek čas. Sumničenja. Nekje v tej sobi. Kje je ključ? Ne najdem ničesar. Počakaj, si videl 6, 3 ali 17? Ne, si videl ključ nekje tukaj v sobi. Kateri ključ, recimo? Meniš ta ključ? Eden je zgoraj. Je tam. Si ga dobil? Ne vem, če je to na tem ključu. Pravzaprav želim videti, kaj je notri. Lahko greš malo stran od mene. Bom ohranil svojo razdaljo. Prav, odpiram trezor. Kaj je notri? Še dve nalogi, 14 in 10. Poglejmo, če jih najdemo spodaj. To res izgleda kot modra. Ista barva. Mislim, da je nekdo v tisti sobi. Ljudje opravljajo svoje naloge. Mike, kaj se dogaja? Zakaj se trezor ne odpira? Iskal sem povsod za ključem. Kje je? Ne morem niti opraviti te naloge. Ne najdem nobene svoje naloge. Ne vem, kje so. Tukaj ni nikogar. Imamo 17 in 8. Fantje, tukaj sem že kar nekaj časa. Kljub temu me še nihče ni našel. Ampak kot lahko vidite, sem za vrati. Preprosto ne vem, kaj naj naredim. Fantje, hitro všečkajte kanal, če nočete biti vsiljivec. V redu, fantje. Še vedno ne morem najti ključa. To je napačen ključ. Našel sem na ključni, drug ključ. Samo pustil ga bom tam. V redu, poglejmo. Moramo najti nekaj drugega. Zdaj je 10. Ne najdem niti ene naloge. Are you sure about that? Ne najdem nobene od njih. To izgleda kot modra in vijolična, tako da smo v redu. Rumena in potem je rdeča in. Ali lahko samo vzamem papir s stene? Kasneje ga bom dal nazaj, ker sem preveč len za hojo gor in dol v redu. Torej je rdeča, potem je modra, vijolična, rumena, spet rdeča. V redu, imam 10. To nalogo bom opravil zdaj. To je boljši pogled name. Hej, pojdi stran. Poskušam najti ključ. V redu. Umiri se. Če si vsiljivec, se drži stran. Nisem imposter. Ne zaupam nikomu. Sem že preveril. Počakaj, 6. Imam 6. Končano. Začnite časomer na tabličnem računalniku za 30 sekund brez odmika in prenesite tablico v naslednjo sobo ter ponovite. V redu. In nato je zelena, modra in nato rdeča. V redu, to je spet na steni. Popolno. Dajmo številko 7 sem. Pojdimo od tu. Opravil sem to nalogo. Zdaj pojdimo poiskati 13. Naredil sem to precej hitro. Navigacija je uničena. Sestavite vseh 15 fragmentov ladijskega zemljevida. O moj bog, nisem tako dober v tem. Poskusil bom po svojih najboljših močeh. Domnevam, da moram tukaj počakati. Ta tip, fantje, dobil bom maščevanje. Tu smo, fantje. Dobil bom maščevanje nad tem tipom. Mike je pravkar šel mimo. Ne vem, če zaupam Miku. To je malo sumljivo. V redu. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, prvi. Končano. Evo, v redu. Poskusimo to sestaviti. V redu. To tukaj. V redu. Je kar malo jezen. Moram dobiti ključ. Počakaj. Ne. Moram biti miren. Ne morem najti ključa. V redu. To me kar malo plaši. Če te straši, to pomeni, da si imposter. Vem, da si nor. V redu, ampak moram opraviti svojo nalogo. Opravljaj svojo nalogo in išči ključ. To ni izgovor, da te nekdo ubije.
In to je dejansko večje, kot sem mislil. To je dejansko precej težko. Iščem ga povsod. Prosim, naj me nekdo najde. Prenesi jo v naslednjo sobo in ponovi. Torej, če dobim tablico, ne vem, katera soba. Tukaj, morda. Oh, mislim, da vem, katera soba. Mislim, da to ni ta soba. Počakaj sekundo. Je to ključ? Poglej na Sorogov rok. Tukaj je. Našli smo ključ. Preverimo, ali je od našega sife ali ne. Preteklo je kar nekaj časa. Ne vem, kje so. Ugibam, da je to ta soba in se bom malo sprostil na kavču. Začni časomer. Verjetno bomo samo čakali tukaj. Poglej me, odpiram SIF s tem ključem. Prosim, odpri. Oh, 17. 17 je ravno tam. Vse sem jih zgrešil. V to sobo sem vstopil že 3-krat. In v kopalnico sem šel že 2-krat. Kako sem jih lahko zgrešil? Odprli smo SIF, gremo. Naloga upravljena. Juhu. V redu, v redu. Malce me straši, fantje. Slišal sem vse. Nisem prepričan, da zaupam temu tipu. Zdaj imamo še zadnjo nalogo. Nalogo številka 16. Kuhamo. Fantje. Kje so vsi? Že večkrat sem rekel, preteklo je kar nekaj časa. Poišči usmerjevalnik, ga izklopi in počakaj natanko 60 sekund, ne da bi odšel, nato ga ponovno vklopi za ponovni zagon IFI-ja. Mislim, da je to tukaj usmerjevalnik. Torej, če to izklopim, moram počakati minuto, ne smem zapustiti območja. Ko je končano, ga lahko ponovno vklopim in lahko zapustim ter ubijem koga drugega. Mislim, da želim ubiti Mika. Tako me je strah, ker bi lahko bil slepar kjerkoli zgoraj. Sem na varnem. Prosim, pojdi mimo. Ne zri se vame, to je res strašljivo. Številka 16. Kje je? Prišel je do mene in začel me gledati tako na stopnicah, zato sem nekako pobegnil od njega. Slišim Mika. Prosim, pridi sem, prosim, pridi sem. Pozdravljena, Mucka. Veš, kdo je slepar? Moja ljubica. V redu, nekdo prihaja. Nekdo prihaja. Tudi moramo meniti, več časa imajo, da me najdejo in prijavijo truplo, več časa ima stan, da ubije vse in je manj sumljiv, ker se je že vklopil. Že je preoblečen. Nihče ne misli, da je on morilec. Nimam pojma, kje je številka 3. Poglejmo še enkrat spodaj, ker sem ga nekajkrat zgrešil. Za zdaj zaupam Stanleyu, vendar je bil Mike tukaj res sumljiv. Tudi jaz sem mislil, da je Mike sumljiv, veš, ker je stalno hodil ven in noter iz iste sobe. Ja, in on je kot kričal in delal vse. Bil je pri vratih trezorja tako dolgo. Bil je tam približno 5 minut in potem se je razjezil, ko sem gledal. V redu. Rekel mi je, naj grem stran, ko sem ga gledal, ker nisem verjel, da je to njegova prava naloga, ampak... Samo poglej tega tipa. To je res čudno, zapuščaš tisto mesto. On je sumljiv. Vedel sem to. Kaj? Kje je? Samo šel je mimo mene. Še ena naloga je ostala, ampak zdaj sem res sumničal glede Mika. O moj bog. Bratec, nisem mogel najti ključa, zdaj ne morem najti naloga. Dobesedno sem mrtev. Ne vem, mislim, da se moram držati čim dlje stran od Mika. Kje je moja naloga? Dobesedno, kje je moja naloga? To ni moje. Tudi to ni moje. Moram takoj najti to nalogo. V redu, Mike prihaja. Ne zaupam temu tipu. Ne zaupam nobenemu od vas. Veš, koga nisem videl že dolgo časa? Ivan. Kje je Ivan? Hej, čakaj. Mislim, da moramo sklicati sestanek, ker Ivan sedi za omaro. Zdaj sedi za omaro. Wow, si slišal to? Sedi za omaro. Da, sedi za omaro. Morda to samo praviš. Marija. Ne. Mislim, da bi šla oba zgoraj z Mikom, da preveriva, ali govori resnico. Povem. Če ubije enega od nas, lahko drugi prijavi. V redu. Kaj se dogaja? Slišim veliko ljudi, ki govorijo tam. Nekaj se dogaja. Mislimo, da je Ivan slepar. Ali pa počakaj, kaj če je to truplo? Kaj če je to njegovo truplo? No, ker nam je Mike ravno povedal, da je Ivan ujet za omaro. Kako pa to ve? Morda ga je ubil. Nisem ubil nikogar. Mislim, da eden od njih zagotovo laže. Če je skrit za omaro, kako bi ga našel? Kot samo prišel sem v sobo, da najdem svojo nalogo in sem ga našel. Trenutno res ne zaupam Miku. Imam občutek, da nas Mike postavlja v past. Poglej, v redu, kje je? Kje je? Našel sem Evo, ki je vohunila naokoli tukaj in potem je odšla. Potem sem našel tega tipa. Ne zaupam mu. Imam občutek, da je to past. Jaz bom pobegnil. Prijava mrtvega telesa, verjetno. Hej, kaj misliš, da sedi? Hej. Ne zapusti me. Mislil sem, da je živ. Moram pritisniti gumb. Daj no, pusti me. To je bila Eva. Poslušaj me. Ne, jaz želim pritisniti gumb za sestanek. Kako ne vedo, da je mislil, da sem samo ležal tam? Kaj je to? Beži. Pojdi, pritisni gumb. Izredni sestanek. Sklicali so sestanek. Ivan, lahko prideš ven. V redu.
Zdaj gremo dol na sestanek. Prosim, stan. Ne zaupam Miku. Je Mike ali Eva? Nisem jaz. Nisem sleka. Fantje, prenehajte. Sestanek se je začel in zdaj imamo to rožo kot mikrofon za tistega, ki želi govoriti. V redu. V redu, v redu. Torej bom govoril prvi. In nihče ne prekinja. Osebno mislim, da je Eva krko. Seveda. Zakaj? Ne vem. In Stanley zadnjič, kot da ga ni bilo tukaj. Toda Eva nikjer je ni bilo mogoče najti in videli smo jo hoditi po stopnicah, zato osebno mislim, da je Eva. Kdo želi govoriti? Jaz. V redu, imel sem. Bila je situacija. Eva se je predolgo potepala po teh dveh sobah zgoraj. O, res? Ja, in našel sem Ivana tam. Mislil sem, da je živ, ampak ne, v resnici je bil mrtev. Torej zdaj je Eva. Glasujem za Evo. V redu. Zdaj se bom branila. Dobra, točka. Torej, najprej, ko ste imeli to, kakršnokoli srečanje ste imeli spodaj, sem prišla. Sem kot, kaj se dogaja, 6 ste začeli iti gor pred menoj. Mislim, za menoj. Tako da sem kot, ne grem gor, ker 6 greste tja, nočem umreti. In sem se samo sprehajala tukaj naokoli. Ne, ker nisi hotela iti tja, ker si ubila Ivana. Nisi hotela iti gor. Ves čas sem bila tukaj. Pred celotnim srečanjem si bila zgoraj. Da, ne, bila sem tukaj. Prišla sem kot. Eva, naj prižgem mikrofon. V redu, naj navedem svoje razloge. Prav, pošteno za Mika. Bila sem tu spodaj, medtem ko je on glasoval, vendar je bil precej sumljiv, ko sem bila blizu njega, ker se je trudil to storiti in mi je rekel, naj grem stran. Ampak morda mu je bilo le težko. Torej, Mike je bil spodaj, bila sem z njim, nato sem šla na stranišče opraviti nalogo številka 6 na tablici. Potem sem šla v najbolj oddaljeno sobo opraviti nalogo številka 17 in tam sem morala skupno čakati 2 minuti, ker sem imela 60 sekund, ko se nisem mogla premakniti na usmerjevalniku in 2 minuti, ko se nisem smela premakniti z iPadom. Tako sem končala to, bila sem 2 minuti spodaj. In potem sem prišla sem notri in videla Marijo in sem se pogovarjala z Marijo o Miku in glasovanju ter kako sem mislila, da se morda trudi to storiti. Ampak potem sem videla Mika priti dol in sem mislila, že nekaj časa nisem videla Ivana in Mike je prišel dol sam. Torej vsi smo pogledali Mika in pomislili, kje je Ivan? In Mike reče, pravkar sem našel Ivana za omaro, ko je sedel, vendar nam tega ni takoj povedal, dokler nismo vprašali o Ivanu. In tudi ni bil prepričan, ali je mrtev. Mislim, da je on. In obtožil je Ivana, da je prevarant. Mislim, da Mike morda govori nekaj laži. V redu, to je dobra točka. Vsi so navedli svoje razloge. Zdaj morate glasovati na tej tabli. Glasoval bom. V redu. Po Stanleyevi kot celotni obtožbi osebno mislim, da je Mike. Torej glasujem za Mika. Stanley očitno ima nekaj napačnih predstav. Ne vem. Eva je bila zgoraj z menoj. Glasujem za Mika, ker se mi zdi, da je res sumljiv. Hodi okoli, pravi vsem, da je Ivan torej. Ne vem, komu naj zdaj zaupam. Glasovala bom za Mika, ampak je verjetno Eva. Upam, da je Mike in je krog končan. Glasovala sem za Mika. Upam, da je on. To je dobro. Če ni Mike, potem bom glasoval za izločitev Eve. V redu, osebno mislim, da je Eva, ker se je predolgo potikala zgoraj. Iskala sem svojo nalogo. Tudi jaz. Delal sem enako. V redu, fantje, glasovanje je končano in jasno lahko vidimo, da je Mike dobil 3 glasove, Eva je dobila 1 glas. Ampak izbrani ste bili kot prevarant. Prosim, razkrij svojo vlogo. Sem član posadke. Kaj? Nisem bil prevarant. Mike je bil član posadke. Torej zdaj, če prevarant koga ubije, samodejno zmaga, ker bosta ostala le še 2 človeka in... Jaz sem mrtev. Zdaj bomo začeli krog drugi. To je strašljivo. Gremo. V redu. Torej, koliko nalog vam je še ostalo? 1. Imam še prvi. 1, 2, 3. Torej, to so skupno 3 naloge, preden posadka zmaga. Prevarant, bolje, da koga ubiješ. V redu. Krog številka 2 se začne zdaj. Gremo. Bežim, koliko daleč lahko. Dobesedno beži. Lahko tukaj malo počivamo. Torej, še vedno nisem našla svoje naloge številka 13 iz prvega kroga. Odlično. To je naloga številka 16. Preveri celotno hišo še enkrat. Stanley. Dobesedno ne najdem. Mislim, da bo to Eva. Resno. 30, dobesedno sem mislila. Tega sploh ni bilo v igri, ker so bila vrata zaprta. Mislim. Dobesedno ne najdem tretji. Kaj? Potrebujem pomoč pri iskanju tretji. Ne vem. Kaj, če mi pomagaš iskati in potem greš delat svoje, medtem ko jaz delam svoje? V redu, ja, ampak kaj, če grem s tabo in me ubiješ? V redu, bom poiskala sama. V redu je. Ne morem ti zaupati, bratec. Obriši stranišče in umivalnik z vlažno krpico. Brez izjem.
To je protokol. Dobesedno, zakaj bi za vraga brisala stranišče? Nisem čistilka. Premakni vse 4 vedra iz spodnjega nadstropja v zgornje nadstropje. Ali si resen? Nisem tako močan, ampak bom poskusil. Dobesedno ne najdem te naloge. Tukaj otroške robčke. Otroške robčke. To moram končati čim hitreje. Šla bom gor pogledat za svoje naloge. Dovolj je čisto. Sploh ne vem, zakaj ga moram čistiti. Je bilo umazano. Ker ga ne najdem. To je težko. V redu, ampak morala bom počakati, da gre. Mogoče sem izpustila spalnico. Mogoče nisem preverila vseh sob. V redu, zdaj naredimo stranišče. Upam, da ga nihče ni uporabil prej. To je težje, kot sem pričakoval, prav. Eno vedro dol. Stanley je tam. V redu, prihaja sem. Morda je v tej sobi. Fantje, čakal bom, da bo Marija na svojem zadnjem vedru in jo izdal. Dobim jo, jim jo. Potrebujem zgornji pokrov. To bomo čistili. Zdaj to poberimo in očistimo. Morda lahko vzamem 2 hkrati. Oh, ja, gremo. Rekli so le, da očistimo umivalnik in stranišče, tako da ja, mislim, da smo v redu. Imam 2. Oh ne, Eva me lovi. In za zdaj bom samo pretvarjal, da iščem naloge, ker je ne morem najti in je tudi ne rabim najti. Dokončal sem vse svoje naloge. Mislim, da bom samo hodil okoli in iskal druge, a brez sumljivih namenov. Oh, kje je moja naloga? O moj bog, pravkar sem našel svojo nalogo. Niti nisem hotel, da jo najdem. Nimam ničesar več. V redu, ne ubij me. Dokončal sem vse svoje naloge. Ampak vsi 3 smo tukaj. Dokončal sem svoje. Si ti dokončal svoje? Ne, imam še eno zadnje vedro. Oh, v redu. Prehodite skozi lasersko mrežo, ne da bi se dotaknili ene same žarke. En dotik, alarm se sproži. V redu, to je v redu. Poglejmo Stanleya, ker se mi zdi res sumljiv. Je zgoraj. Eden od laserjev je pokvarjen, kar je dobro. Predvidevam, da moram le tja in nazaj, zato previdno stopimo okoli. To je zadnje vedro. Gremo. V redu. On je v tisti sobi, zato gremo dol nočem biti tukaj gor. Hej, ne ubij me. Prosim. Kaj, če bi te ubil? Prosim, ne ubij me. Ne, opravil sem vse svoje naloge. 6 ste nori. Ona me je nameravala ubiti. Naloga 3 dokončana. Nisem se te niti dotaknil. Pravkar sem dokončal svojo nalogo. Imam nekaj. In jaz sem prav tako dokončal svojo nalogo. Imam nekaj, kar ti moram povedati. Ti si bil morilec, ampak zmagali smo. Dokončali smo vse naloge. Bilo je zadnje vedro. Eva, zmagali smo. Da, Stanley je bil vsiljivec. Gremo. Zmagali smo. Ha. Zakaj si opravil svojo nalogo? Odložil sem zadnje vedro in me je ubil. Pravkar smo zmagali. Rekel sem ti, nisem vsiljivec. Fantje, zmagali smo. Stanley je bil vsiljivec. Veš, kaj se je zgodilo? Naslednjič ne vem, samo ubij. Ne trudite se igrati igric, samo ubijte jih. Medtem ko sem nosila zadnje vedro in ga odlagala, je rekel: Marija, nekaj ti moram povedati. Ubil me je, a smo že zmagali. Zakaj nisi že prej koga ubil? Ker je Marija imela veliko zaupanja vame, sem jo hotel popolnoma izdati. Iskal sem svojo nalogo in je nisem mogel najti. Potem pa sem jo po naključju našel in sem si mislil, kakorkoli že, hitro jo bom opravil zdaj. In sem si mislil, ujel bom Marijo pri njenem zadnjem vedru. Odložila je vedro, kot da bi jo ubil. Torej, na koncu te igre so zmagali člani posadke, ker so opravili vse svoje naloge v zadnji sekundi. Stanley ni ubil Marije. Gremo. Pravzaprav sem mu zaupal. Prav, smola. Mislil sem, da si ti. Bil sem popolnoma prepričan, da si ti. No, gremo na drugi krog. Gremo. Drugi krog. Vse za vas, fantje. Določimo svoje vloge še enkrat. Bom izbral. Vzamem tole. Pojdimo k moji bazi. Res ne želim biti vsiljivec. Spet grem v kot. Pravilno sem izbral prvo karto. Tukaj, da nihče ne bi videl. To je res varno, ker nihče ne more videti. Upajmo, da je vsiljivec. Tokrat se je ujemal sodelavec, kar ni preveč slabo. Tukaj je, kar je. Jaz sem bade bing, bade boom. Želim si ogledati reakcije drugih ljudi. To sem dobil. Marija se smehlja. Od začetka že sumim Marijo. Res mislim, da je Marija. Da. Vzemimo naloge po tretji. 3 naloge so tukaj. 12, 10 in 6. 9, 3 in 14. Naj se igra začne. Gremo. V redu, bežim stran. Tokrat bom dejansko ostal sam brez nikoga. 1, 15 in 4. Poskusimo jih najti. Ostal bom tukaj spodaj in že sumim Marijo. V redu, grem v drugo nadstropje. V redu, fantje, spet sem vsiljivec. To je kar srečno, ampak moram najti svoje naloge. Sem izbral številko 10. Mislim, da sem. Počakaj sem.
Torej, to je moje. Tako da se bom zdaj izogibal vsem. Imamo naloge 5, 18 in 8. 18 takoj. Čeprav moram v resnici spremeniti načrt. Mislim, da moramo stati z vsemi, da bodo vsi videli, da nisem vsiljivec. Pojdimo v to sobo. Pozdravljena, Marija. Pospešek turbine. Dovolj enostavno. V redu, pojdimo. Pritisni ta gumb. To je videti kot vrh tega. V redu, to izgleda dobro. Želim biti boljši kot v prejšnjem krogu. Tokrat bom zmagal. Nobena od mojih nalog ni tam. Tukaj sta 8 in 17. V redu, te številke niso moje. V redu, našel sem 16. Lahko se tudi zdaj pogovorimo o tem. Odložimo 16 in moje druge karte. Številka 14. Razbijanje sifel. Mislim, da moramo najti ključ. Torej moram najti številko 1, 15 ali 4. Pravkar sem dobil te žepe. Niso preveč slabi. Predvidevam, da moram narediti eno po eno, torej gremo. Popolno. Naloga številka 15. Poglejmo. Razbij skale s kladivom in izlušči kristale, skrite znotraj. To je naloga, ki me je zadnjič spravila ob zmago. Prav, skoraj je že 10. Poglej tega tipa prvič v življenju telovadi. To je dejansko precej hitro. Moram malo teči, veš? Prvič telovadi Ivan. Hej, kaj misliš? Več telovadim kot ti. Poglej tega tipa. Pa vendar nikoli ne hodiš v telovadnico. Včeraj sem šel v telovadnico, fant. Ja, seveda. Bom razbil to. V redu, pravzaprav sem prestrašen. Hej, to je rutina, samo pojdi. Iščem ključ, pomiri se. Počakaj. Nekaj visi ravno tukaj. To je ključ do sifel. To se ne razvija. To je dejansko kar težko. Mislim, da je že minilo 30 sekund. Bom ustavil. Kako je Marija zadnjič tako hitro opravila to nalogo? In grem k naslednji nalogi. Samo počasi je. Torej, moram se 4-krat povzpeti po stopnicah in nazaj. Naloga 12. Ni tako, kar iščem. In tokrat sem dejansko previden, ker nočem biti ubit. Vsaj, če bom ubit na javnem mestu, kjer me lahko vsi vidijo. V redu, to bo in sem doma. Odprl sem SIF. Skoraj sem že nekoga ubil. Zdaj poiščimo nalogo številka 9. Ne vem, moram iskati. Daj to nazaj tja. Ivan je čisto sam, dobil ga bom, prav. Torej, naloga 8. Ne spomnim se, kaj je naloga 8. Še 2 sobi moramo preveriti. V redu, en vedro je še ostal, fantje. Mislim, da ima vsakdo. V redu, Stanley je pravkar prišel dol. Ali imamo koga v tej sobi? Tukaj sem umrl zadnjič. Številka 9 našel sem jo. Številka 9 odtekanje goriva. V redu, moramo to potopiti. Nisem se učil fizike, tako da moram to narediti nekako. Upam, da ne bom ubit na diskretnem mestu. Upam, da sploh ne bom ubit. Naloga 11. Imel sem to nalogo zadnjič, vendar je nisem mogel najti. Kako si spet postal imposter? Ni šans. Spet sem naredil eno nalogo. Zadnji kos gre sem. V redu. To zgleda dobro. Samo vzemi moje naloge in nadaljuj. Ali bo to res, recimo, delovalo? To je samo čista skala. Ali moram, recimo, posrkati vodo od tu in jo nato izpljuniti? Fantje, ekipa je v težavah, ker je Stankar dober prevarant. Ne. Nekaj se je ravnokar zgodilo zgoraj. Ne. Zakaj? Mislim, da je Stanley izbil, prevrnil vedro. Marija dela 15. Grem poiskati številko 12. Eva, lahko mi pomagaš? To se ne odpira. Fantje, to je tako slabo. Moramo ti. To je dejansko poteza, ki jo je naredil Stanley, zato ji ne bom pomagal, niti razmišljal o tem, ker je to res sumljivo. Torej, zdaj vsi mislijo, da sem prevarant. Nice. To je čudovito. Eva, pridi pomagaj mi. V redu. Marija me je ravno kar prosila, da ji pomagam s kamnom, zato je to res sumljivo. Ja. To je številka 12. Dajmo. Fantje, tako sem prestrašen v tej rundi. Napišite v komentarjih, kdo mislite, da je prevarant. Ne. Fantje. Počakaj, mislim, da sem slišal Evo kričati. To je Eva. Mrtev sem.
Pravkar sem slišal, Eva je bila ubita. Teči, teči, teči. Nekdo je ubil Evo zgoraj. Slišal sem njen krik. To sta dva umora, potrebujem še eden umor. V redu, počakajmo, dokler nekdo ne pride dol. Gremo po še en umor. Počakaj, mislim, da je Stanley ali Iva. Vem, da je nekdo od nas. Poglejmo. Počakaj, grem po kamero. Še. Eva je prav tam in ravno sem slišal, da je bila ubita. Bom jo dobil prav zdaj. Torej, bodi si Iva ali Stanley. Pojdimo pritisniti gumb. Pojdimo. Eva je prav tam. 3, 2, 1. Pojdi. Tam je umor. Zasilni sestanek, vsi naj se vrnejo. Zasilni sestanek. Vsi, pridite na sestanek. Pravzaprav sem prestrašen. Torej, slišal sem, da je bila Eva ubita in šli smo zgoraj. Videli smo Evo truplo, vendar se je izkazalo, da je bil tudi Ivan ubit. Ja, bil sem zgoraj. Edini ljudje, ki so bili zgoraj, ste bili ti, Eva in Stanley. Torej, sprašujem se, kdo bi ju lahko ubil oba? Naj predstavim svoj primer. Ivan laže. Ivan ni mrtev. Sem mrtev. Poskušal si me napasti. Kaj? Edina stvar, o kateri lahko govorim resnico, je, da sem dejansko mrtev. Ne morem odgovoriti ali reči karkoli drugega. Laže? Ne, dejansko sem mrtev. To je zaradi igre. Marija, tvoja vrsta je, da spregovoriš. V redu, torej, opravljal sem svojo nalogo tukaj. Trudil sem se odpreti stvar, slišal sem krik, nato sem prišel sem in videl Mika na prvem nadstropju, tako da je morala ubiti v drugem nadstropju, kaj ne? Ker takoj, ko sem to slišal, sem videl Mika na prvem nadstropju. V redu, mislim. In Ivan je bil že mrtev, kar pomeni, da je edina oseba, ki je bila živa in zgoraj, bil Stanley. Kako lahko postanem imposter 2? Krat? Zdaj imam le dva osumljenca, Marija in Stanley. Marija, kako si videla truplo? Ker sem slišala, da je Eva zakričala na vsa pljuča. In ti si bila spodaj. V redu, torej edina oseba, ki je bila zgoraj, je Stanley. Edina živa oseba zgoraj je Stanley. Ampak pravkar si rekla, da tudi sumite Marijo. Ne, ampak bila je spodaj. Ja, hodila sem k njemu, ko sem slišala krik. Slišala je krik in ti si bil edina oseba, ki je bila zgoraj. Hodila sem tja, nato pa sem slišala krik. Rekel si, da je bila zgoraj. Ne, bila je spodaj. Ne, glej, videl me je medtem, ko se je krik zgodil in jaz sem videla njega. Ampak krik ne pomeni, da je bila ubita. Morda je le nekaj izpustila. Ubita je. Vendar bi lahko bila ubita po kriku, ko si šla gor, da bi jo videla. Veš, mislim, da Stanley preveč razlaga. Zakaj bi preprosto kričala samo za zabavo? Samo za zabavo. Glej, to je samo logika. Marija je spodaj, kar pomeni, da ni morilka. Oba sta bila ubita zgoraj in ti si bil z njimi, kar pomeni, da si ju ti ubil. Mrtev sem. Nimam ničesar zapovedati. Čas je za glasovanje. Čas za glasovanje. Pravim vam, da nisem jaz. Vem, za koga bom glasovala. In seveda, to je vijolični. Pogledal te bom naravnost v oči in ti povedal, da nisem jaz. Moj končni premislek, to je Stanley, ker je bil zdaj preveč sumljiv. Nikoli noče poslušati. Izbrala sta te tako Marija kot Mike. Bil si izbran. Razkrij, kdo si bil. Jaz sem. Imposter. Si ti imposter. Nisem imposter. Bil je imposter. Dobro opravljeno, fantje. In kljub temu si me spet ubil. Kaj sem ti storil? Poglejte, kako so se takoj obrnili drug proti drugemu. Iskreno, zadnjo sekundo si me poskušal prepričati, da ne glasujem zate. Pomislil sem, morda bi moral glasovati za Marijo. Ne, Stanley. Pogledal te bom naravnost v oči, nisem morilec. Ne, vedela sem, da je to Stanley. Že dvakrat sem bil imposter. Zelo zanimivo. Izgubil oba. Skoraj zmagal prvega. Pri drugem sem postal malo pohlepen po umorih. Mislim, da bi morali narediti krog številka 3.